Prosim, zaplaskajte skupiti za našo naslednjo nastopajočo Maud Pie. Kako rečeš samorogu brez kril in roga? Zemeljski poni. Ampak resno, ni tako slabo biti zemeljski poni. Tudi mi imamo čarobne moči, naprimer hoja naokoli in pobiranje stvari s svojimi zobmi. Ja, tako je, res je. To je sarkazem mimogrede. Moja najljubša stvar je poslušanje klastičnega kamna, nabiranje usedlin tisočletjih, ki tvorijo peščenjak, skrilavce in breče. Sliši se nekako takole. In to je moj čas. Jaj, ali ne moja sestra Maud najbolj smešno, zabavna, neverjetna komedijanka na svetu? Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Želim si vedeti, kdo v resnici si. Moj mali poni. Čarovnije ti z menoj delila bi. Pridi greva na potec, z nasmehom greva v isti svet. Deliti prijaznost je lahko, z malo čarovnije laže bo, da si moj mali poni. Vedi, da si moj prijatelj ti. Tvoje šale, tvoj smešni nastop, tvoj vse! Kakšen je bil moj? Nastop. Ha, dobila si me! Daj, no, greva proslavit! Lahko bi si kupili nalepki, na katerih piše oči na peclje in jih pokazali na ponijevski nalepkarski konvenciji, ki jo lahko organiziram za jutri, če želiš. V bistvu sem danes precej zaposlena. To si rekla že včeraj. In dan prej, in dan pred dnevom pred tem. Samo pač, že dolgo se nisva družili, ker imaš vedno druge načrte. Tudi ko si obljubila, da boš z mano gradila smetanove piramide. Vem, oprosti, Pinky. Razlog, zaradi katerega je tako... Opravičilo, Svarjeta! Dokler imava nekaj resnega sestrskega časa pred tvojim rojstnim dnem. In ni prav nobenega razloga, da bi se želela družiti s tabo pred tvojim rojstnim dnevom, samo, se veš, da načrtujem nič posebnega. Okej. Kaj pa jutri zjutraj? Okej. Jej! Samo ti in jaz, najboljši sestrski prijateljici za vedno! Najboljši sestrski prijateljici za vedno. Komaj čakam, da bo danes jutri! Jutri je danes! Kdo je pripravljen na nekaj zabavnega časa v sladkornem kotičku? Odgovor je ti! Sprejela bi tudi... Maud? Maud! 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 Razumem! Igrava se skrivalnice! Že v prepirljivi dimenziji voščenem muzeju Granny Smith in Jakistanu mora biti tukaj. Ne, samo jaz. Berem. Zgodba se ujema. Pa se res? Se. Ampak si prepričana, da se kakšen poni ne skriva v tvoji omari? Pinky, jaz nimam omare. Je vse v redu? Ne.
Danes bi morali iti kupiti rojstnodnevno torto z mod. In uničiti njeno zabavo presenečenja? Saj nisem nameravala povedati zanja bučka. Ampak sedaj sploh ne najdem mod. Običajno sem mnogo boljša od nje v skrivalnicah. Morda je samo našla novo kamnito formacijo in pozabila na druženje. Poslušaj, ti poskrbi za torto, jaz pa bom poiskala mod. Res? Hvala, Starlight. Samo preverjam. Moram dobiti zelo pomembne sestavine za zelo pomembno ponjicko torto. In mora biti res tipi-top super-duper skrivnostna. Tehnično nisi še ti na vrsti. Se opravičujem, nisem si mislila uriniti pred nikogar. Kaj pa delaš? Trenutno govorim s ponjem iz trgovine s pekovskimi izdelki 2 minuti, preden se zapre za kosilo. Prav. Okej. Samo jaz pač skušam načrtovati zabavo in urati kataka, medtem ko ti pač kaj sploh delaš. Trenutno govorim s... Mislim, da ti lahko pomagam tole pospešiti. Kaj pa iščeš? Rolice, posodice za tortice, modelčke? Z Bogom. Samo zato, da boš to rekel, si stal tukaj ves ta čas? Odločil sem se med z Bogom in se vidimo. Ampak to je eno in isto. Tehnično je velika razlika. Se vidimo se nanaša na dogodek v bližnji prihodnosti, ko se bomo spet videla. Z Bogom pa izraža dobre želje, ko se poslavljaš ali pa ko končaš pogovor. Ja, ista stvar. Ne bom se opravičeval, ker se izražam natančno. V tem primeru pa opravičilo ni sprejeto. Z Bogom, vidimo se, adijo, ista stvar. Lahko verjameš temu tipu? Šli na kosilo, dajte no! Ni mod, ni torte, ni ničesar. Kako nadležen je bil tisti poni? Kdo rabi toliko časa, da reče z Bogom ali se vidimo? Zdaj pa jaz to delam. Živijo, Pinkie Pie. Mod! Našla sem te, zdaj sem jaz na vrsti, da se skrijem. Oprosti, da nisem bila tukaj zjutraj. Zakaj pa se meni opravičuješ, saj nisem jezna, ti bučka? Razlog je, da sem nekoga spoznala. Bi se zdaj družila? Mislim, vidim, da trenutno z nikomer nič ne počneš. Razen če je neviden in res majčken. Pinkie, razlog, da sem bila tako zaposlena je, ker imam sedaj fanta. Kaj? Fanta. Kaj? Fanta. Kaj? Fanta. To je tako razvrljivo, moja sestra je zaljubljena. Tehnično sva si všeč. Povej mi vse. Kdo je? Katera je njegova najljubša barva, ima rad sladoled, če bi bil ptica, kakšne vrste ptica bi bil? Čakaj, je on ptica? Ne vem, ker mi še nisi ničesar povedala. Všeč ti bo, imava veliko skupnega. No, jaz te imam rada, torej bom imela rada tudi tvojega fanta. Ko pa čakam, da ga spoznam. Ne rabiš. On je kamen in ti imaš rada kamne, zato je perfekten. Je boulder ljubosumel? Ne, za kamnom. Matt Breyer, si tam zadaj? Tehnično nič več. Kaj? Pinkie Pie, to je Matt Breyer. Tehnično se že poznava. Ti. Ja. Ti. Ja. Ti. Ja. Mislim, ti. Ja. Oprosti, začnimo od začetka. Živo, jaz sem modina sestra Pinkie Pie. Vem. In kako sta se vidva spoznala? Na razstavi kamnov. So tudi tebi všeč kamni? Ne, meni so všeč palice. Zakaj si bil potem na razstavi kamnov? Šlo je za okamenili les, kar tehnično pomeni, da je šlo za razstavo palic. Samo, da se v procesu permineralizacijske petrifikacije ves organski material nadomesti silikati, kar so kamnine. Medtem ko obdrži prvotne konstrukcijske elemente lesa, kar pomeni, da je bila razstava palic. Jaz sem tudi res navdušena nad palicami. Odlične so za udarjanje po pinjadi. Pinkie? Bi rada ti prva?
To je zloraba palice. Je res? Oprosti, to je grozno, nisem ravno dobra sestra. Gremo še enkrat od začetka, jaz sem Pinkie Pie, me veseli. Tehnično sva se že spoznala. Moral bi predstaviti Pinky svojemu ljubljenčku. Tvoj ljubljenček rad lovi palico? To je moj ljubljenček, torej ne. Poglej, kako se Twiggy in Boulder igrata skupaj. Ljubka sta. To je samo palica. Ne bodi nesramna. Oprosti, še enkrat. Jaz sem Pinkie Pie, me veseli. Tehnično sva se že spoznala. Ne razumem tega tipa. Wow, Mod ima fanta. Kako je lahko všeč nekdo, ki je tako čuden? Ima neživ predmet za ljubljenčka. Saj ga ima tudi Mod. Boulder ima 10-krat več osebnosti od neke naključne palice. Tudi od Mudbrierja, če smo že pri tem. On sploh ni kot Mod. Mod je smešna, prijazna, skrbna. Z njo lahko govoriti. Jep, to je Mod. Ampak ta tip je čuden. Tih in nekako čuden pač. Tudi to se sliši kot Mod. Haha, tako si smešna, Starlight. Mod ni nič podobna Mudbrierju. Če bi bila, potem ne bi bili najboljši sestrski prijateljci na svetu. No, Mod je očitno nekaj na njemu všeč. Morda bi morala preživeti nekaj časa z njim in odkriti, kaj imata skupnega. To je lahko vprašanje. Nič. Oba imata rada Mod. Vem, lahko bi ti pomagal z njeno zabavo. Verjetno. In jaz bom zamotila Mod, medtem ko bosta ti in Mudbrier pripravila najboljšo zabavo. To pa lahko naredim. Poslušaj, Mod ima jutri rojstni dan, nimava veliko časa. Se te ni strah to bogano, kaj ne? Ne, zakaj? Kar tako. Dobrodošel v moji votlini za načrtovanje zabav. Tehnično, ker vsebuje stalaktite, ki rastejo s stropa, je to bolj kaverna kot votlina. Tega me je naučila Mod. Ja, okej. Tole je moj načrt za njeno zabavo. Užitne ploščice v obliki kamnov, ledene kocke v obliki draguljev, prodnata pinjata. No, to bomo preskočili. Lahko jaz kaj predlagam? Ja, seveda, predlagaj. Zato si tukaj. Ti in jaz načrtujeva skupaj. Kot prijatelja. Imam vizualno ploščo z vsem, kar ima Mod rada, in nobene od teh stvari ni na njej. Ne pogledam to vizualno ploščo. To ni fizična stvar, predstavljam si jo. Vanjo vstopim skozi velika vrata svoje miselne palače mimo sob, kjer so vse prebrane knjige in moja lastnina, in potem je tam Modina soba. Nobene od teh stvari ni tam. Tako kot sem si mislil, Mod ne mara presenečen. Kje pa to piše? Tega mi nikoli ni rekla. Sliši se, kot da je ščitila tvoja čustva. Zelo je skrbna. Ne misli, da poznaš mojo sestro bolje od mene. Tehnično tega nisem nikoli rekel. No, tehnično me niti ne briga. In ker sva z Mod že celo življenje najboljši sestrski prijateljici, mislim, da sem jaz strokovnjakinja tukaj. Ampak v redu, če mi ne verjameš, pa vprašava njo. Ampak morava biti super skrivnostna. Si lahko bolj natančna? Ne! Ti si verjetno Mudbrier. Jaz sem Starlight Glimmer, me veseli. Slišala sem lepe stvari. Zelo sem vesela, da preživljata veliko časa skupaj. Torej, kako gre? Mudbrier in jaz sva pravkar preživela najboljše trenutke povezovanja in sva res na dobri poti, da postaneva najboljša prijatelja. Če le ne bi bilo nekaj majčkenih nesoglasij, ki bi jih morda lahko ti pomagala razrešiti. Glej, Mudbrier očitno misli, da ti ne mara zabav presenečenja. Ali je to smešno, kako zelo se moti? Rada imam zabave presenečenja. Ker vem, kako te osreči, če mi jo lahko pripraviš. Vidiš? Čakaj, kaj? Raje bi počela kaj preprostega s tabo, Starlight, Boulderjem in Mudbrierjem za svoj rojstni dan. Brez zabave? Brez zabave? Te on da govori
Morda bi morala razmisliti, ne vem, o tem, da tole z Mudbrierjem ne jemliš tako resno, ker je on nekako resno nemogoče, da bi ti bil všeč. Hej, Mudbrier, si kdaj letel z zmajem? Naj ti razložim, kako to gre. Glej, najprej moraš... Ne verjeti, da bi izbrala posedanje z njim pred zabavo svojo lastno sestro. Nisem izbrala kogarkoli od vaju. Tehnično, rekla sem, da si želim biti z obema. Tehnično? Celo njegov način govorjenja ti je všeč? Vse na njem me spravlja v dobro voljo. Potem, očitno ne potrebuješ več najboljše sestrske prijateljice na svetu. Pinky? Čakaj, dajmo se vsi pomiriti in se pogovorimo o tem. Se vidimo. Ne razumem, kako je Lokomotu všeč Mudbrier. Je danes sproti? Nič nima smisla. Jaz nisem sramežljiva in sovražim živali. Muda. Ni zame, draga. Ohoj, jabolko na dan je čisto ogabna zadeva. Počasi in mirno se pride do cilja. Nikoli se nisem naučila brati. Počasi maram tortic. Dobro jutro. Čakaj, slabo jutro. Vstani, sestrica. Če hočeš biti tukaj, moraš delati. No. Verjetno se sprašujete, zakaj sem prišla nazaj na domačo kmetijo včeraj sredi noči. No, začelo se je, ko... Manj govori, več delaj. Samo moti me fanta. Nisem ljubosumna. Kdo je rekel kaj o ljubosumju? Ne bodi, on je super duper čuden. In nekako je preslepil moto to, da je všeč. In sedaj nikoli več ne bom videla. Prišla sem domov, ker jo video poznate bolje od kogarkoli drugega. Kaj sem spregledala? Kaj vidi v njem? Kaj ima on, česar jaz nimam? Pripni se, Pinkie Pie. Izgledaš tako nesrečno, kot se jaz ves čas počutim. No, pač jaz imam rada mod in želim si imeti rada Mudbrierja, ampak ne najdem ničesar na njem, kar bi mi bilo všeč. Dobro, vzele si bomo premor. Pridi. Gledam svetlikajoč se moder in bel kamen. Ga vidiš? Misliš tistega luknastega sivega? Ne, lepega modrega in belega, prav tamle. Ne bi ga opisal kot lepega, modrega ali belega, ampak... okej. Pokaži. To je geoda. Zunanjost izgleda kot običajen kamen, ampak notranjost je polna lepih potez. Torej praviš, da bi morala razbiti Mudbrierja kot kamen? To ima smisel! Ne čakaj, nima. To je metafora, Pinky. Ti vidiš Mudbrierja kot tak kamen, ampak Mod ga vidi v notranjost. Tudi če ne boš nikoli mogla videti, kaj se skriva za njegovo čudaškostjo, lahko vidiš, kako srečna je Mod z njim. In za sestro je pomembno samo to. Limestone Marble, hvala vama. Ne vem, kaj bi brez vaju. Paj objem! Okej, zdrobila me boš gramos, Pinky. Res dolgujem Mudbrierju opravičilo? In Mod dolgujem zabavo. Samo da upam, da nisem prepozna. Prinesla sem ti oljčno palico v opravičilo. Res sem bila nepravična do tebe in pripravljena sem poslušati tvoje ideje za Modin rojstni dan, če še želiš kaj načrtovati z mano. Tehnično to sploh ni oljčna palica. To je kverkus, bolj verjetno kastaneifolija. Daj, no! Oprosti, se bom zdržala. In všeč mi je dober kverkus. Prijatelja? Prijatelja! Torej, imaš kakšno idejo za zabavo? Ena je...
To je moja najljubša zabava doslej. Vse je bila ideja tvojega superfanta. Rekel je, da bi bilo najboljše darilo zabava presenečenja, na katero ti ni treba iti. Tehnično ni bilo presenečenje, ker je lahko videla predpriprave od tukaj zgoraj. Tehnično? Prav imaš! Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Za Minimax sinhronizira produkcija Falcon.